Moje ime je Mihael Žmahar in danes mi je dana naloga, da predstavim Kristi vsem tistim, ki je ne poznate in da spomnim tiste, ki jo, kakšen pisar je na dani. Pa vendar bo vse, kar bom povedal, verjetno premalo. Ko sem prvič spoznal Kristi, sem v njej nemudoma videl eno stvar, da si dovoli biti drugačen. Na to sem jo leta in leta z zanimanjem opazoval. Na to sem ugotovil, da je vse, kar boste videli danes, rezultat tega, da se je dovolila biti drugačna, biti ona. Videli bote, danes bo ona gore. In dostikrat se na Kristinih delavnicah in seminarjih zgodi, da ljudje sproži nerazrešeno notranjo bitko ali pa najmanj potencial. In tudi ta večer boste zbrali sami. Veliko boste začutili. Predvsem z namenom, da najdete sebe. In Kristi posluša samo sebe, zato ima dostop do sebe. In ko imamo dostop do sebe, imamo dostop do vseh informacij, ki jih rabimo za svoje življenje. In rezultat tega je knjiga Nebesa obiskujeva. Zato me ne preseneča v bistvu, da je knjiga Nebesa obiskuje že v predprodaji postala knjižna uspešnica. Ljudje ste pripravljeni na njo. Odločili ste se, da se ne boste več bali sebe. Zvezdana Mlakar, cenjena igralka, je za knjigo zapisala, da za njo potrebujete le pogum, kajti včasih se najtežje soočiti sam s sabo. Ljudje, ko berejo Kristine knjige, jih ne berejo, samo berejo, ampak jih čutijo. Zakaj? Zato, ker lahko v njih najdejo sebe. Zato, ker lahko v njih začutijo sebe, ker je v njih njihova pot. Zato imajo ljudje radi Kristi, ker si želijo ljubiti sebe. Danes vas čaka izjemen večer. Kristi je ženska, ki si dovoli izkušati. Je človek, je nekdo, ki je s pomočjo duhovnosti našel pot do veselja, pot do življenja. Ampak Kristi je tudi tista, ki si jo včasih dovolila peti in plesati, rada poje in pleše. In ko je bilo najtežje, je vesolje poslalo spodbudo skozi tisto, kar je toliko pomeni. Obstaja pesem, katero je Kristi slišala v trenutkih, kateri niso bili najbolj rožnati. To pesem je slišala na vsakem koraku. Včasih skoraj, da nisem mogel verjeti. Zdaj pa vem, zakaj ta pesem toliko pomeni. Kajti ta pesem pravi, hej, vsakomur se zgodi, da izgubi svojo pot. Vsak si želi kdaj obupati. Ampak hej, jaz vem, kaj prestajaš. Zato dvigni glavo. Ljudje, kot smo mi, moramo držati skupaj. Dvigni glavo, kaj ti nič ne traje večno. In to je pesem, ki je Kristi povezovala z njo samo takrat, ko je bilo težko, da ni obupala nad sabo in nad ljudmi. In ko smo pripravili današnji večer za vas, si mi rekel, da se strinjam z njo, da morajo ljudje spoznati, kaj je resnična duhovnost. Veselje do življenja, to je resnična duhovnost. Veselje do življenja. Zato sem jo prosil, da to pesem danes deli z vami, ker ima res pomembno sporočilo. Drage dame in gospodje, prosim, da z velikim aplauzom pozdravite Kristi Žmahar. Ker so mi ljudje rekli, da sem nora, vršila boš na oder duhovne prireditve na Kelly Clarkson.
danes bom povedala marsikaj. Vesela sem, da ste mediji med nami. Marsikaj je kdo pripravljen slišati. S čem bom začela? S tem, da se zahvalim za lepo najavo. Wow. Definitivno se ženska počuti kot kraljica, to ni samo tvoja delavnica. Ker srce tudi lipa, pa ne vem, kaj je to od skakanja, pa zaradi tebe. Bila sem en teden nazaj v deželi Harryja Potterja. In s steni sem videla naziv od J.K. Rowling, v katero ni nihče verjel, ki so zavrnile vse številne založbe. Jaz sem pisatelj, jaz vem, kaj pomeni ljubezen do knjig. Pa si ne predstavljam, kakšen je občutek, da te tako zavrnejo. Jaz nisem imela izkušnje s tem, upam, da je tudi ne bom. Ampak veste, kaj je pisala na steni, preden smo vstopali v studije? Nobena zgodba se ne more pripovedovati, če ni nikogar, ki bi poslušal. Zakaj jaz mislim, da ste vi danes tukaj? Zato, ker ste prišli po zgodbo, ne po mojo. Prišli ste po svojo zgodbo. Zato imajo ljudje radi moje knjige, ker iščejo svojo zgodbo. Danes bi vam to rada dala. Čist na koncu bomo imeli meditacijo, bomo imeli lepo presenečenje. Veste, s čem bom začela? Zanimivo. Mislim, da je nekje danes med nami ena moja tečajnica, ki je rekla: če ne boš vedela, kako začetno predstaviti, naredi tako, kar po navadi. Tisti, ki hodite k meni že dlje časa, boste vedeli, kaj sledi, ja? Moje ime je Kristi Žmahar in danes bomo spremenili program. Ful sem jih hvaležna za ta mail, ful hvala Manca, ki sem jim ga poslala. Ker ko sem jim ga poslala, je prišel en tako čudovit angel za mano in sva se začela pogovarjati. In vse, kar boste danes slišali, je prišlo dejansko iz tega mojega pogovora, ki sem ga imela z njim, ne. In me vprašal, ok, ona ti je to napisala, tisti, ki imate že izkušnje z mano, veste, da je to res. Ampak, zakaj je to tako? A ste se kdaj vprašali tisti, ki hodite k meni, zakaj res vedno spremenim program? Prideš na moj meditacijski oddih, pričakuješ 10 naštetih meditacij in nič od tega se ne zgodi. Nekateri so že tako pametni, da pogledajo samo naslov in rečejo, ok, približno smer vemo, ampak če boginja Kuan Yin, bomo verjetno delali z nadangelom Mihaelom. Ej, Kristi, ta si nista v sorodu. Pa kaj pa? A ste se kdaj vprašali, zakaj je to tako? Če sem enkrat na internet napisala, da boste nekaj doživeli z mano, zakaj to spremenim? Zato, ker delam iz srca. Zato, ker nikoli ne razmišljam, kaj nekdo, ki pride k meni, rabi. Jaz lahko nekako imam neke izkušnje, da se lahko odločam, kaj vi rabite. Ampak, ko vas dobim pred sabo, jaz začutam, kaj vi rabite. In potem sem začela razmišljati, da delam iz srca. Zato je to moja duhovnost. Kelly Clarkson, ja, rock glasba, kakor hočete. Sijoče obleke, zakaj ne? Delam to iz srca. Veste, kaj sem ugotovila, kaj bi vam, danes ne bi vam predstavila knjigo. Ok, vam bom dala tudi nekaj iz nje, zelo zanimiva. Ampak jaz bi vam rada povedala, kaj je meni ta knjiga dala. Zakaj je zame posebna, oziroma kaj je to življenje meni prineslo. Veste, kaj sem ugotovila? Da je problem ljudi, ki so nezadovoljni. Radi bi v življenju, dajmo nekako povzeti, kaj bi ljudje radi v življenju. Verjetno se boste strinjali z mano, ok? Radi bi ravno črto. To pomeni, da nočejo vzponov, nočejo pacov, nočejo pretresov. Zakaj bi nekdo v življenju hotel pretrese? Kaj vi hočete, kaj mi hočemo kot ljudje? Mir in harmonijo, hočemo, da se nič pretresljivega ne dogaja. Miha, daj pokaži v bistvu, kaj ljudje hočejo. Če lahko, prosim, pogledamo skupaj. To hočejo ljudje.
Tole je ekagram človeškega srca. In vsak dan mi ljudje govorijo, da nočejo, da se kaj zgodi, da se spremeni, da grejo s partnerjem na razen, da zamenjajo službo. Nočejo nič tega, nočejo zaradi tega, ker so potem pod stresom. To hočejo. V mrtvašnici je ful veliko tega. Ne, resno, razmislite o tem. V mrtvašnici je veliko tega, mrtliči nimajo problemov. Dajmo malo pozvati to črto. Povejte mi, ko se boste dolgočasili. Mislim, a res hočete tole? In če tega ne boste zagotovili ljudem, vas bojo kritizirali. Ker nekdo, ki je mrlič in bo zagledal življenje v vaših očeh, vam ga bo probal vzeti. Ker je lažje, da ga ven vzame, kakor da ga bo mogel nekaj pretresti. Veste, to je tisti elektrošok, ko malo pretrese. Mben noče tega, ne? In potem, če jaz imam srčni utrip, in ga bojo probali vzeti. Veste, danes imam ful lepe trenutke z vami na tem odru. Res, ful sem hvaležna, da ste tukaj. Ampak ljudje so neštetokrat hoteli to z mano narediti. Mi vzeti življenje. Ampak, ko sem jim že skoraj privolila v to, ni bil amben tam, da bi mi pomagal, ste opazili to. Kje je tukaj logika? Koliko ljudi vam je rekel, da je brez veze si želi potovati, doživljati nove stvari, nove izkušnje? Koliko ljudi vam je to rekel? Koliko ljudi vam je rekel, da ste ful čudni, ker ste se drugače oblekali? Veste, kolikrat so meni rekli, jaz sem pa duhovni učitelj, bi mogla biti v beli halji. Ne bo šlo. Zakaj ljudje to delajo? Zakaj? Kako lahko na podlagi tega pričakujemo svet, za katerega trdimo, da si ga želimo? Svet, kjer narava ne bo trpela, svet, kjer živali ne bodo trpele, svet, kjer mi ne bomo trpeli. Kako bo šlo s tem? A vam je dolg čas, kaj tole gledate? Jaz nisem dolgočasna, to vem. Tole je dolg čas. In ljudje to hočejo, samo da se nič ne dogaja in bom srečen. Danes bi vas rada vprašala, ali si res želite tega? In predvsem, ali si želite, da bi vas drugi prepričali, da je to življenje, ki ga morate imeti. Zato, ker ne vem, kako je bilo pri vas, ampak ponavljati vse ljudi, ki sem jaz poslušala, so mi narekvali. Narekvali so mi, kako moram živeti. Celo govorijo mi, v kolikem času po svoji poroki bi mogla imeti otroka. Mislim, halo, a razumete? Kaj vse ljudje delajo? Moraš iti tja, potem dokončaš šolo, pa to je to. Hočeš neko ravno linijo in to je tvoj uspeh. V redu, za tiste, ki so srečni. Ampak dejansko, koliko ljudi je srečni, kad ko živi. Danes želim, da premislite o sebi. Vem, da nekatere bom danes zelo zbudila in zelo upam, da bom šla tok na živce. Ker če bom šla vsaj komu na živce, pomeni, da boste spet živi. Razumete? Kjerokoli čustvo je boljš kot to. Ne, nič si ne mislim v predstaviti. Nič, ja, vse, okej, ja. Ne, rečete ful dober, ful sem nadušen, emocija, a pa rečete ful brez veze, Kristi je opica. Ne vem, rečete karkoli. Ampak razumete, kaj hočem danes z vami narediti? Tako da, tale ravna črta me je spomnila na kodo življenja. Poglejte, koliko ignorantski smo. To je EKG živega človeka. Stvarstvo je v vašo osnovno kodo zapisalo point življenja, smisel življenja, pa večinoma ljudje tega sploh ne vidijo. Poglejte EKG živega človeka. Res ga poglejte. Se ima obdobja, ki ne gre to gor pa dol. Hvala Bogu. Ampak ima obdobja, ki gre zelo gor in zelo dol. To je življenje. Življenje je sestavljeno iz vzponov in padcev. Iz tega, da si ful vesel, da si ful srečen, do tega, da si totalno žalosten. Zaradi tega smo prišli na ta planet. Zakaj ljudem ne funkcionirajo odnosi? Ker niso s srcem pri stvari. Ja, moj mož je ful v redu, služba ima dobro, skrbil za otroke, bla, bla, bla. A ga imaš rada?
A čutiš strast do njega? A ga pogledaš in vidiš v njem nekaj? Ja, v redu je. Ja, veš kaj, Kristi, take ljubezni, kot si ti zamislila, obstajala samo v španskih nadaljevankah. Ja, iz česa so pa nastale španske nadaljevanke? Če ni bilo videno? A razumete? Poglejte si še enkrat tale ekagram. Če me vprašate, kaj je meni dala knjiga Nebesa obiskujejo, oziroma tudi obe njeni predhodnici, mi je dala življenje. Naredila sem vse v življenju, kaj so me prosili. Hodila sem v službe, v katerih nisem bila srečna, zaradi tega, ker so bile dobro plačane. Naredila sem vse, kar so mi rekli. Ampak zakaj mi je življenje delovalo? Ni mi jasno, toliko enih ljudi mi je toliko enih stvari svetovalo. Zakaj potem ni delovalo? In potem se je moja zgodba začela z ravno črto. Ko je moja mama umrla, sem umrla z enim delom, z njo tudi jaz. Bila sem na ravni črti. In bilo je samo vprašanje, a bom ostala na ravni črti in čakala, da se mi še fizično dihanje ustalo, kako vem, prej na 70-ih ali kako povem, ali bom najela svoj srčni utrip. Moje knjige so nastale zaradi tega, ker sem si dovolila odpreti srce. In ko sem odprla srce, iz njega začel prihajati ven stvari, za katere nisem vedela, da jih imam. Sem že velikrat rekla, moja tršica srednje šole, slovenščine, upam, da se ona mene ne spomne. Ker sem pa šla v knjigarne pritožati, kako je možno, da sem jaz izdala knjige. Ne, res, jaz samo povem, kaj imam v srcu, za vse ostalo so tukaj uredniki in lektori. Hej, a zaradi tega potem jaz ne bi živela moje sanje, kot po vseh defaultih profesor slovenskega jezika Kristi Žmahar ni pisateljca, pika. Preberite knjigo, Kristi Žmahar je pisateljca. Definitivno. Vsak dan slišim podoben. Jaz tega ne morem zaradi tega pa tega. Lahko imate 1000 stvari na pravem mestu, 1000 izobraževanj, lahko 1000 stvari naredite prav. Pa lahko pridete k meni, pa bom rekla, ni šans. Jaz v tebi tega ne vidim, kar mi govoriš, ker te ne čutam. Kar bi vas danes rada spodbudila je, da to ne bo lahko naloga, da vam povem. Imeli bomo meditacijo na to temo. Želim, da razmislite, a res delujete v skladu s srcem. Ja, pa to ni to lahko, ne zanima me, je lahko. Če delaš iz srca, se stvari čudežno poštimajo, ne znamo povedati drugače. In samo to je razlika med tistimi, ki jim uspe in ki jim ne uspe. Če so določene metode nekaj časa promovirale to, da misli ustvarjajo in misli res ustvarjajo, so zdaj celo znanstveniki prišli do meritev, kjer so ugotovili, da srce ustvarja. Človek dela iz srca, se ga začuti in gre lahko izven okvirjev in je lahko drugačen in ljudje ga bojo sprejeli, ker v njem nekaj vidijo oziroma čutijo. Meni najbolj, ko ljudje rečejo, jaz čutim tvojo knjigo, ne pa kakšne dobre informacije so v njej. In danes bi rada, da bomo skupaj razmislili eno stvar, mogoče bo dolga pot uresničenja, ampak samo da vas zabudim, ali res čisto vse v življenju delate s srcem? Ali ste na ravni črti? A se vsak dan počute, da vam srce utripa v prsnem košu? In potem sem razmišljala o tem ekagramu. In zamikratno sem šla v London, ker sem hotela videti Harry Potter Landa. Jaz in 2000 drugih otrok. Ne, res, edina odrasla brez otrok sva bila tam. Nič hudega. In potem sem šla v to deželo in potem sva šla na en musical in tam sem dobila nova sporočila. Ful mi je dal zamisliti, zjokala sem se, moramo povedati. Ta musical v Londonu je bil musical v spomin na Michaela Jacksona, Thriller. Jaz nisem pričakovala, da obstajajo dejansko na svetu toliko dobri igralci in pevci in plesalci, ampak sem jih tukaj imela čast videti, ne. In ko so enkrat prišli vsi na oder, vsi pevci v tem musiclu in vsi plesalci,
je kar naenkrat dvorana potihnila, vsi so bili oblečeni v belo, zato ker so začeli peti ta komat, če ga poznate, Heal the World. Pozdravimo svet, naredimo ga boljšega. In jaz vam nekaj moram povedati, v tistem trenutku, ko so oni to zapeli, zato sem jaz zajokala, je bilo vse tako tiho v dvorani, to je bilo več tisoč ljudi, ampak jaz bi lahko prisegla, da je naš srčni utrip eno. Razumete, čutili smo se med sabo. Cela dvorana, ta pesem je spremenila celo vibracijo. Potem sem gotovila ena stvar, ni to smisel zgodbe. Smisel zgodbe je, njegovo srce se je ustavilo, ampak njegovo sporočilo se pa ni. Zaradi tega, ker ga je naredil iz tega. Fizično življenje Michael Jacksona se je ustavilo, je pač na ravni črti, ampak živi. Razumete, srce je živo. Sporočilo bo šlo naprej, pesem bo šla naprej. In v tej dvorani nas je na tisoče zajokalo v tej pesmi, ker smo se spomnili, da smo živi, da imamo čustva. To je življenje, ki šteje. A bi si želeli kaj tazga, da bi se vas spominjali, da ste nekaj delali srca, da ste nekaj ustvarjali, da ko ste prišli v prostor, da se vas je čutili. A se želite tega? Zdaj sem vas kar. Eni izgledate malo zeleni, drugi malo vijolični, zdaj ne vem, ima tale luč, kar mogoče meni luči malčna. Malo sem vam dala za razmišljati, saj vem, ampak želim, da razmislite o tem. Naslednja stvar. Čas je, da ko boste začeli delovati iz srca, da vam razjasnim tudi zemeljsko plat tega. Zelo dolgo časa so me imenovali duhovni učitelj. Ne vem več, kaj si mislim glede tega. Ne vem, če mi je prijetno prišel k tem izrazu. Zato, ker sem z mojo PR menedžerko Uško, ko smo se pogovarjali in smo bile na kosilu in neka vibracija je tekla, sva rekla, jaz sem duhovna motivatorka. Super. Zato, ker ta izraz še ne obstaja. Zmislili smo si ga. Razumete? In to sem jaz. In s tem delam. Za vas je pa vprašanje, kaj želite od danes naprej narediti iz svojega življenja. Ker ljudje, ko pridejo k meni, želijo eno stvar. Moji tečaji so izredno intenzivni. Boste videli tisti, nekateri ste že bili, nekateri mogoče še boste. Greš čez veliko preobrazbo. Res sem naredila neverjetne programe, ker sem jih naredila iz srca. Niso bili še nikjer prej zapisani, ker sem jih dobila iz srca. Nisem videla bolj delovalno, ampak jaz sem jih čutila in sem jih dala ven. Ampak vprašanje je pa zdaj sledeče, ne? Kaj boste vi naredili od tega trenutka dalje za svoje srce? Ker, če se boste odločili, da boste živeli iz srca, nikar ne pričakujte, da vam bodo ljudje ploskali. Ne, ker jim boste pokazali nekaj, kar ljudje nočejo slišati. A vi res mislite, da je moje življenje tako, kot ga vidite v dvorani? Mogla bi vam dati dostop do svoje e-pošte. Kaj vse jaz dobim? Kakšne očitke? Ljudje hočejo, ljudje vejo, da sem živela v revščini in vejo, da nisem imela hrane. Predstavljajte si, a ste bili kdaj lačni? Miha me je reševal takrat. Mi je nosil od svojega doma, meni in moji mami, nosil zelenjavo, da smo preživeli. Vem, kaj je to revščina. Vem, kako se iz tega pride. Vem, kaj je to depresija. Dvakrat sem hotela narediti samomor, mene tega sploh ni strah. Meni, ko ljudje danes pogledajo, rečejo, ni šans. Ti so narediti samomor, ti si ful sonček. Da je danes začela grmeti. Okay? Ja, šla sem iz vsega tega, naredila sem vse, kar so mi rekla, sledila sem tismu in potem, ko sem ostala na tleh, sem ugotovila, jaz nekaj očitno ne delam prav. In potem, ko sem začela delovati iz srca, ampak res, jaz sem začela duhovnosti delati iz lastne bolečine, iz odprtega srca, je začela zadeva delovati in sem spoznala vse druge plati življenja. Potem so mi jih pa učitali. Ljudje so hodili na moje tečaje in so mi rekli, Kristi, prosim, nauči me, kako prideš do obilja. Do obilja, ki je tudi denar. Hkrati so mi pa očitali, če sem si jaz prvošla počitnice. Kako hinavsko je človeštvo. Hočeš, da te naučim nekaj, kar sama nimam.
hočeš, da sem ravno črta hinavščine, ne bo šlo. A razumete, kaj počnemo? En drugmu, v kaj skačemo, kakšne komentarje si delamo. In če zaslužim jaz nekaj denarja, zato ker imam odprto srce in prodam neko knjigo, je vse narobe, ker se v duhovnosti ne služi denarja. Ampak pejmo Kristi, zato ker ima ona tečaj obilja. Logika. Veste, čemu jaz s tem upravim? Ravna črta v možganih. Ljudje morajo začeti razmišljati, kaj bi zdaj radi, ker določene stvari res ne slišimo. V knjigi sem pisala eno zgodbo. To ni nič osebenega, je samo zgodba, okej? Ne vzamete me narobe. Danes vam bom govorila o Bogu. Najreč ga ima na tem svetu. Model je ful car. Okej? Ampak ne hodim v cerkve. Jaz Boga dojemam kot kozmično ljubezen, odejala, nekaj, ki me povezuje stan. Lažje mi je zato, ker ima 3 črke, samo zato mu rečem Bog. Kako nekaj vsakič naslana, draga kozmična ljubezen, vse je mogočna, Bog, v redu je. Ampak enkrat sem bila priča v neki duhovni hiši, kjer sem se začela zavedati eno stvar. Dokler se mi ne bomo zbudili v srčni utrip, ne bomo tudi več znali razmišljati, ker smo tako otopeli zombiji, da to kar res ni. Ne vam povem, kaj se v tej duhovni hiši zgodilo. Tja noter sem šla zato, ker je bil pogreb in ker me je bolel kolen in sem se hotela sesti. In duhovni voditelj je rekel, Bog je vsemogočna ljubezen, ki odpušča. Ja? Zapomnite se ta stavek. 2 minute kasneje. Če je ta pokojnica grešila, bo prišla pred obličje Boga in plačala za svoje grehe. Dej človek odloca, je vsemogočna, ljubezen je sodnik. Ampak jaz sem bila edina v presežu v tej duhovni hiši, ki sem hotela nekaj narediti. Mi je bilo prepričano. Pa lahko nekaj vprašam. Vsi drugi so kimali. Takrat sem se jaz zelo zbudila, v kakšnem svetu živimo. Sploh ne poslušamo, ne čutimo, zato ker smo utopeli, ker nam je nekdo nekje ustavil nas srčni utrip. Ena mi je rekla, zelo zanimivo, kar povedala. Danes mi je zelo trigger spustila na SMS-u. Joj, moja prijateljica je zbolela, ne moram na tvojo predstavitev. Ok, če bo tvoja reakcija skočila z mostu, boš to ti, ona ne more priti na predstavitev, zato ker njena reakcija zbolela. Koliko ljudi to dela za svojega partnerja, nekaj ne gre, ker partner ne more, nekaj ne naredi, ker ne more narediti. Komu polagamo svoj srčni utrip v roke? Komu? Drugim ljudem. Zelo vas bojo razočarali, če boste mogli kdaj videti prave obraze teh ljudi. Jaz ne pravim, da odnosi niso pomembni, seveda so, ampak pravim, da je na prvem mestu pomembno življenje. Življenje, ki vam je bilo dano. Razumete? Zdaj pa vprašanje pa drugo. Ok, zdaj se pogovarjamo, zdaj vemo, kjer usmerimo. Kako pa prideš iz tega? A se strinjate, da ko si enkrat v tem, da nisi srečen, ko si priznaš, da nisi srečen, pa imaš okoliščine tako postavljene, kako boš prišel ven iz tega? To ni kar tako sledi svojim sanjam. Ne, dajmo se realno pogovarjati, ni to tako. Ej šef, jaz sledim svojim sanjam, Kristi Žmahalič je rekla, pa recimo ponet, ne? Adijo. Ne, ni to tako, tudi pri meni bilo to tako. Nekateri ljudje ne vejo, da moja kariera je 4 leta, pa 4 leta je kar uspešna. 1 leto sem ven iz službe. To je tisto, kar moji tečajniki niso videli. Sem hodila v službo in zvečer na meditacije in vse vikende. Spala sem včasih na 2 nogah. Ko se enkrat odločiš, moraš plačati ceno. Bili so trenutki, ko sem se vprašala, kaj mi je tega treba? Vam nekaj povem, ker vesolje mi je dal zelo dober izgovor. Vesolje mi je dal službo, ker sem si sama rihtala delovni čas. Ne, resno vam povem, če sem hotela šefa karkoli vprašati, sem ga mogla en teden klicati na telefonu. Nič me ni govoril model. Ej, alo, prosim, govori stavno, nimam čas ti kar ured. Ok, nakazala sem plačo. Ja, še kak bonus bi imela, ok. Kak dober izgovor, kdo bi še obrnil, razumete?
hrbe taki službi zato, da bi mu lahko toliko stvari učitelj v življenju, kakor so me pa delil neko duhovnost. Plus tega, da me na vsak teden verjetno obtožuje, da sem malo nora, ker se z nekimi mrtvimi pogovarjam. Nekaj vam moram povedati. Mrtvi, ki so bolj živi, kot mi včasih, ne, so mi pomagali. In jaz sem glasnica te resnice. Meni ljudje niso znali pomagati, ko sem bila na dnu. Niso mi znali plačati položnice. Pa kako ne, če so rekli, da mi stojijo ob strani? To mi še danes ni jasno. Ej, stojimo ti ob strani, kaj ko rabiš? Elektrovoda. Ja, ne, pa bila težava. Sem bila na dnu, sem šla k psihiatru, psihiatrini je zaspala. Ne, res kinkala je, tako jaz njej govorim, ona. In potem sem hodila po Čopu, jaz sem nesrečna v Ljubljani, sem rekla, ok, kaj pol? In sem odprla srce. Ni dan pol, če imel podobno zgodbo. Sam odprla sem srce in sem rekla, v redu je, naredila bom karkoli, sledila bom srcu. Kar naenkrat so se mi začele odpirati spletne strani, za katere presežem, da jaz nisem klikala na tipko. Res ne, jaz sem bila zvoran človek. Okay? Nekateri ljudje so mi hodili mem na recepciji moje službe in so mi začeli razlagati o svojem žalovanju. Zakaj ni meni to govoriš? Izvršbe delam? Ja, to sem prej delala, morate verjeti. Vesolje mi na vsakem signalu, ko sem odprla srce, začel komunicirati z mano. Danes bom rada povedala to zgodbo. In rada bi vam povedala eno stvar. Duhovnost ni tako, kot jo v zadnjem času mnogi oklicujejo. Neka modna muha, s katero ljudje iščejo hitre rezultate. Ni. Jaz nikoli ne obljubljam hitrih rezultatov v duhovnosti. Hočem vam pa povedati eno stvar. Duhovna plat življenja pomeni samo priti v stik sam s sabo. Jaz ne učim ljudi, dajte tamle se klanjati angelom, pa dajte častiti Boga, pa tamle dajte obrede, dajte zažgati, kak žajbel, čez vrš. Ne. Duhovnost pomeni samo pot v sebe. To je tisto, kar jaz učim. In ko ti enkrat to najdeš, Amben ne bo rekel, da zadeva ne deluje. To je samo izgovor tistih, kateri v resnici niso nikoli probali, ker ko so imeli priložnost, niso naredili koraka. Vse velike zgodbe so se rodile iz bolečine. Oprah Winfrey, ne vem, na vse zadnje tudi poslovni svet, Kiyosaki, ne vem kaj so vse, ljudje, ki so bili brezdomci. Kaj je ta James Bond igral? Ta je bil tudi nek brezdomc v Londonu, ne? Razumete, kakšne možnosti ima nek brezdomc? In nekaj imam povedala eno stvar, ko smo že pri brezdomcih, imam zanimivo zgodbo. Jaz se res delujem iz srca, res. Nisem vedno popolna in zaradi tega, ker delujem iz srca, me ljudje velikrat prizadanejo. Velikrat sem dobila kak mail, ko sem sicer odgovorila ostro, ampak me je zabolel. In sem razmišljala, da mogoče pa ni dobro zaupati ljudem, da ni dobro odpreti srce, ker potem ti ga bojo spili in sem ga za nekaj časa probala zapreti. Ne deluje. Sem rekla, ne bom več tega delala, jaz bom ostala jaz, ne glede na ceno, tudi če me bo ljudje čudem gledali. In potem sem odkrila stvar, ker ti delaš iz srca, ne rabiš niti nič prositi, ne rabiš nič govoriti. Pride k tebi. Mi ne verjamete? Poslušajte zgodbo. Z Mihatom sva bila v Londonu. In gospod, ker je visok 1,95 m, ne, je dobil idejo, da je veliko bolj varno, če moški nosi denar, ne, da ga ne bo kdo ukradel na cesti. Ok. No in je pač nosil na svojih 1,95 m denar, varno, in sem prišla v trgovino spominki. Kar naenkrat ratam živčna, jaz ja. In rečem, pravim, kaj spa, ti živčna? Stari, ful mi gre na živce, da nimam denarja v žepu. On rekel, pa si nič hudega, si tu skupen denar, pa človek, daj ber podnapise, hočem si kupati nekaj, da ti ne boš videl. Se pa zber si, pa ti bom jaz kupil, če je problem. Zato, ker tistega sem hotela kupiti, bi mi rekel, da že imam doma. In sem bila živčna, nimam svojega denarja in ne morem
Jaz seveda vsa nesrečna, ker mi je načrt spodletel in on vztrajno reče, ljubica zlata, princeska, vzem karkoli, jaz bom te vse kupil. Grem jaz ven iz štacune, reče, ti kar kup, kar boš kupil. In grem in ta štacunca je imela tako lepo izložbico, pa eno pručko. In se naslovnem na uno pručko, tečna. In imam takole nogo, toliko me kolen bolel, prehodila sem na tašno kilometrov. In si masiram moj kolen. In sem takole v zelu. In prije en tip meni. In na koga pest kovanca ni mogla dati. In jaz se njega polija rečem, oprostite gospod, zakaj je to? A ja, jaz sem mislila, ste brezdomka. Hitro se grem gledat, ki imam kaj strgati. Pa ja, zakaj ste mislili, sem brezdomka? Kar vprašala sem, ja, tako ste zgledala, pa poškodovali. In jaz ne vem, nisem brezdomka, res ne. In prej mi je ona, veš, kaj so meni zdi zgodili? Kokar jaz tebe poznam, ti je hotel kdo dna. Ja, zdaj kaj, dej pa nekaj, ja, res vem, kaj brezdomka, te hip-hop plače so me ful všeč. Je rekel, ma ne, si rekla, da hočeš denar. Ampak to je res tako, mislim, point zgodbe je bil ful dober. A razumete, se sem res težila za denar, se ne vem, če bi lih tisto, kar mi je ponujal, bilo za tisto, kar sem hotela kupati, ne? Ampak razumete, zakaj ta stvar deluje? Meni velikrat tako stvari delujejo. Tega, ker dela mi srca in ker ga imam skozi odprga, enostavno tisto, kar potrebujem, pride. A razumete? Tok simpel je življenje, ampak dajmo si ga komplicirati. Po eni strani bi radi ravno črto, po drugi strani si jo pa zakompliciramo. Vse naokrog. Druga zgodba je bila, ko sem šla v en zelo visok hrib, pa moj kolen še ni bil tako v redu, ko sem bila po operaciji. In sem prišla do tega hriba in sem rekla, ful si želim prijeti na ta hrib. Pisno bi mi ena pohodniška palca prav prišla. Se mi jih obrne na tleh, prehecam se palca, nekdo jo je odrezal, izoblikoval sprehajalna palca. Jo vzamela, ko sem šla nazaj, sem jo vrnila. Tako vesolje deluje. Če si ti, pa ni to tako, da ljudje reče, ja, to je vse v mislih. Znam, jaz imam tudi druge misli, verjemite mi. Jaz nisem tudi človek. Ampak srce pa imam na pravem mestu. In tudi to je dost. Tudi če vas je kdaj strah, pa če ste kdaj živčni, pa če ste kdaj negativni, pa če tismo cercu, ki pred vami naspele hitro na zeleni, kaj rečete, ne pomeni, da vaše življenje ne bo štimalo. Jaz sem zdaj to ugotovila, ker če ne, se vam pravi, imam svoj karakter pač, ne, in ga bom obdržala. Ampak ker dela mi srca, mi isto deluje, kot tisti, ki so trdili, da ustvarjajo samo misli. In jaz to trdim. In to je meni dala moja knjiga. Srčni utrip. Počutam se toliko živo. Ker sem zdaj tukaj na odru z vami in rečem, wow, to sem jaz. To je tisto, kar želim v vas zbuditi. Rada bi vam pa, glede na to, da smo na predstavitvi knjige, ne, bi vam rada prebrala nekaj iz knjige, kako sem jaz prišla do svojega srčnega utripa. Joj, kako je lepa. Rada bi vam povedala zgodbo, oziroma rada bi vam jo prebrala. Jaz sem kar usedla, če dovolite, ker vas bom pol podala meditacijo, da smo vsi sprostili. Najprej, lahko zdaj zaprejete oči, lahko pol, v takem primeru vas bom vodila, ampak bi rada bi vam pokazala, kaj je mene pripeljalo do tega, kjer sem danes, da dela mi srca, da ne obupam, rada imam svoje življenje. In pol bi to rada tudi za vas. Zato je čas, da danes prvič začutim moja knjiga, ne? Upam, da vam bo všeč. Naslov poglavja je prav. Nekje med zapisovanjem teh vrstic mi duša nežno potrka na vrata spomina. Odnese me nazaj v čas, ko sem izgubila vse svoje korake, ko sem si želela, da bi se ustavil tudi moj korak nog. Da bi nehal odzvanjati po stopnicah bloka,
v katerem sem živela po mamini smrti in me osvobodil občutka izgubljenosti. Nisem več vedela, kdo sem. Sanjala se mi ni. Moja osebna izkaznica je sicer nosila ime in priimek, a zaradi mene bi lahko bila tudi prazna. Vedela sem za nalepke, ki so mi jih ljudje nalepili na hrbet, misleč, da jih ne bom opazila. Debela, depresivna, agresivna, zoprna, zguba. Verjela sem jim in prostovoljno dodala svoje. Tolikokrat sem se sprla s svojim soncem, Bogom, recite mu, kakor želite. Odvrgal me na ta planet in me pustil samo. Nisem podpisala pogodbe za nekaj, kar ni bilo nič drugega kot nič vredno životarjenje. Ampak, ali res nisem podpisala? Ali sem? Namesto, da bi Bogu zastavljala vprašanja, sem od njega zahtevala pojasnilo. Ni prišlo in prepad, pred katerim sem stala, se je poglabljal in poglabljal. Nekega dne sem imela dovolj. To ni bil samo še eden izmed prepirov z Bogom, o katerem ste že lahko brali. To je bil prepir z velikimi črkami. No ja, prepirala sem se jaz. Kristi, Bog, posluši me. Halo, poslušaš? Bog, seveda, draga moja, z velikimi ušesi. Kristi, je tebi to smešno? Sedaj pa me ti dobro poslušaj, če potrebno si delaj zapiske. Hotela sem storiti samomor in si mi preprečil. Prav. Sem ostala povsem sama. Prav. Sedaj, tukaj imaš moje življenje in če ga ne morem končati, ga vzemi ti. Podarjam ti ga. Delaj z njim, kar hočeš. Lahko pa si prepričan, da mi je bore malo mar. Če misliš, da si pameten, prav. Izvoli pa delaj po svoje. Moj odgovor na vse bo prav. Je to jasno? Bog je odgovoril, Metnjakovič. Prav. Mislila sem resno. Vseeno mi je bilo za vse, kar mi je od tistega trenutka dalje prekrižalo pot. Bilo mi je prav. Prijateljice se niso več želele družiti z menoj. Prav. Angeli so me poslali na duhovna izobraževanja. Prav. Duše pokojnikov so mi hodile po stanovanju, se mi smehljale in se pogovarjale z menoj v veri, da jih vneto poslušam. Prav. Bog je želel, da se s fantom pobotava in poskusiva znova. Prav. Želel je, da meditiram. Prav. Moji dnevi so bili polni žalosti. Prav. In prišel je dan, ko je zasijalo sonce. Prav. Obrnila sem se nazaj in spoznala, da svet dobiva barve. Prav. O moj Bog, zbudila sem se. V tistem obupu, ko sem se zavezala ali vdala, kako želite poimenovati besedo prav, se mi je v življenju nekaj preobrnilo. Nisem niti vedela, kdaj in kako je do tega prišlo. Bila sem na avtopilotu. Vedela sem le, da želim stiskati tipko, na kateri je bila z rdečo barvo napisana samo ena beseda. Prav. Bog mi je rekel prav. Jaz sem rekla prav, življenje je reklo prav, ni bilo več upiranja. Prepustila sem se nemilosti in na koncu sem ugotovila, da je bila pravzaprav milost. Moj v praksi suti ego se je umaknil v veri, da kljubuje, duša pa je med tem izrabila priložnost, izkoristila moč svojega sonca in uporabila moje dovoljenje za drastični zasuk usode. Nenadoma sem se začutila. Občutek je bil, kot bi me nekdo zbudil iz dolgega spanca. Moje na široko odprte oči so vzrle povsem nov svet. Lepši, prvič sem se nasmejala. Bila sem živa. Srčni utrip. Bog, živa sem. In Bog mi je odgovoril življenjem, kajti nekoč mi je rekel, dobrodošla nazaj, kakšna izkušnja, kaj ne? Kakšno popotovanje? Misliš, da bi ta zgodba lahko pomagala drugim? Jaz mislim, da ste vi odgovor na to njegovo vprašanje. Odvrnila sem, prav Bog, z veseljem. Budna sem, duša mi je zažarela, sonce me je pogrelo in na papir se nekaj zapisalo.
takšnega prebujenja morate najti pot do svoje duše. Čas je, da se spomnite sebe, svoje iskrice in svojega žara. Poleg duhovnega razumevanja, ki vam bo gradilo stopničke zavedanja, vam v naslednjih vrsticah predajam čudovito povezavo. Kar mislim si lahko, kaj lahko stori za vas in kaj boste vi dovolili, da stori za vas. Moje nadaljno delo od tega trenutka, jaz sem se najdla, bo točno to, da bom probala zbuditi ljudi. Nikoli se ne bom pretvarjala, vse bom naredila iz srca. Naredila bom 1000 napak, naredila bom 1000 stvari prav. Delala bom z vami tečaje, ki vas bojo pripeljali do tega. In v tem nisem več sama. Miha pozna drugi aspekt tega, kaj ustvarja iz srca, on je šel tudi čez določene preobrazbe. Ta knjiga, Nebesa obiskujejo, moram reči, nisem presenečena, da je doživela tak odziv, ker ljudje potrebujejo odprto srce. Tudi nova zgoščenka, Zvezda usode, vzemite si jo, res je dobra, je narejena iz srca. Miha bo delal prebujenje ljudi s svojimi tečaji, komunikacija, samozavestna kraljica. Imate vse na najnih spletnih straneh. Ampak, jaz bi rada slišala zgodbe. Jaz bi rada slišala sebi podobno zgodbo, kako se je nekdo izmed vas prebudil in se je popolnoma spremenil življenje. In nikar ne rečete, da ni mogoče. Meni so zdravniki leta 2000 rekli, nikoli več ne bom hodila. To je moj odgovor na to. Hotel sem vzeti iskrico življenja. Ne zameram jim, bili so realni, ampak hodim. Takih zgodb je velik. Zato je mogoče čas za današnje presenečenje, kajti rada bi vam povedala zgodbo. Rada bi vam povedala zgodbo. Zgodbo, ki je napisala številne nove zgodbe. Vse se je začelo z njeno zgodbo. Zgodbo mame, ki je poznala brezpogojno ljubezen. Bila je tako posebna. In ko je skrbno načrtovana usoda odvila svoj namen, je moja čutna mama postala svetu angel neba. Rodila se je zgodba. Zgodba, ki jo začutijo mnogi. Moč ljubezni, ki nikoli ne umre. Tudi v solzah ne. Nastala je knjiga Nebesa zdravijo in pomagala je mnogim ranjenim srcem. Brez mojega načrtovanja je zgodbi sledilo toliko vprašanj, človeških vprašanj. Nebesa so odgovorila. 44 vprašanj je nanizalo 44 odgovorov in zgodb. Nastala je knjiga Nebesa odgovarjajo. To je bil začetek prav posebnih zgodb. Moje nalivno pero je vodila nevidna roka. Ljubezen je bila vsak dan močnejša in luč je ugledalo 33 nebeških biserov. Zakladnica nebes, ki bo mnogim spremenila pogled nase in na svet. Knjiga Nebesa obiskujejo. Ves ta čas, toliko besed in toliko zgodb, brez da bi vedela, zakaj mi jih je dano slišati, zakaj mi jih je dano deliti, a toliko zgodb. Na to je prišla noč. Obiskala so me nebesa, v roke so mi skrbno položila novo ljubezen. Rekla, da je čas, da vidimo čudeže, ki se vsak dan odvijajo pred našimi očmi, pa jih ne opazimo. Kaj pa, če je čas, da jih spoznate? Sedaj si predstavljajte 22 najbolj čudežnih zgodb ljudi. 22 zgodb o nebeški ljubezni, ki
ki se jih je dotaknila. 22 zgodb, ki vas ne bodo pustile ravnodušnih. 22 zgodb o popolni ljubezni. A to niso samo zgodbe. To so v zgodbah skrita učenja nebes, ki vas bodo očarala, vas prevzela, vas spremenila. In ker se je vse začelo z njeno zgodbo, zgodbo moje nebeške mame, z veseljem napovedujem. 12. decembra 2014, na rojstni dan mojega nebeškega angela, moje mame, zaradi katere se je napisalo toliko zgodb, bo izšla nova knjiga. Z veseljem predstavljam. Nebesa pripovedujejo. 22 čudežnih zgodb. 12. december, predpraznični čas. In ta knjiga bo nekaj najlepšega, kar boste lahko podarili vsem tistim, ki jih ljubite. Skupaj z njimi boste zapisali svoje zgodbe. 12. december 2014. Nebesa pripovedujejo in seveda naše druženje v dvorani Smelt. Kaj jih drugače ljudje ne slišijo. Zgodb, ki so ljudje dejansko bili mrtvi, pa so oživeli. Nekateri izmed teh zgodb boste brali v knjigi Nebesa obiskuje, jaz jih poznam pa še toliko več. In dojela sem vam vsaka taka zgodba eno iskrico. In december je pravi čas, da to delim s svetom, z upanjem. Mislim, da bo dvorana Smelt takrat pokala po širi, ker ljudje to rabo. Mislim, da bomo kaj kmalu tudi odprli prijave, kmalu bo najavila to knjigo. Prišla mi je v sanja, zgodila se je. Nisem vedela, da je mamin rojstni dan na petek, jaz vse svoje predstavitve delam na petek. Ko sem pogledala na koledarje, smo poklicali dvorano Smelt, sem bila pa globoko ganjena. Tako da, mogoče bom nekatere izmed vas tudi takrat videla, mogoče bom zapisala tudi kakšno vašo zgodbo, če ima kdo kaj tazga ne mi pošle. Zdaj pa bo čas za drugi del našega čarobnega druženja. Skupina Šambala je z mene nekaj izjemno posebnega. Jaz znam ustvariti neko energijo v sobi, oni me pa krasno dopolnjujejo. Shri Rama, Jai Rama.
Shivaya, Om Namah Shivaya.